šole sem se odločil iti na kegljišče, zato da ne spravim celi dnev za telefonom. Zabavno nam je hoditi nekam pač drugam, ne pa da smo samo pred bloki in se tam igramo. Malo krepiš svoje mišice in tako. Zdravo je. Med počitnicami grem včasih ven s prijatelji, počivam, se družim z družino, gledam televizijo, igram se z svojim muco. Grem keglat ali plezat, ali pa gremo se kam kopati z družino. Igram se s prijatelji, hodim ven v gozd. Med počitnicami je najbolj, ko gremo pač kam v neke druge kraje, v Laško ali pa v Velenje. Najhujša stvar je pa, če sem bolana med počitnicami in pa ne morem nikamor iti. Ja, počitnice imajo omejen rok trajanja. V letu, ki ima 365 dni ali dan več, je vsako leto 190 dni pouka. Preostale dni ste prosti zaradi praznikov, koncev tedna ali počitnic. Približno tako je tudi v drugih evropskih državah. Sama si dam predlog, kaj bom delala, pa tudi s prijateljicami se zmenimo, ko smo skupaj. Moram starše tudi vprašati. Bolj ko ne se samo odločim, kaj bom počela. Ko pa ful učiš, pa delaš snov za naprej, to pa ne. Ne. Se nameravam kar veliko učiti, ko zdaj v 8. razredu se kar za frkani testi. Zimske počitnice so razdeljene na 2 termina. So pa pred leti že imeli vsi učenci zimske počitnice hkrati. Ne vem, zakaj ne more sam biti isti teden za vse. Menda so kriva prepolna smučišča. Ne vem, kdo določi počitnice. Smučarska zveza. Učitelji pa šola. Vpliva lahko marsikaj in marsikdo, a na koncu o počitnicah odloči minister. Držati se mora pravilnika, ki določa, da se za prvo skupino počitnice začnejo na 3. ponedeljek v februarju. Počitnice naj bi pomenile nek drugačen ritem, ko sta 2 aktivna meseca pouka, potem so počitnice, pa spet 2 meseca, pa počitnice in tako naprej. Ko je konc počitnic, mi je v redu, ko grem v šolo, ampak drugače bi pa še rada, da so počitnice. Jaz bi bil v bistvu skoraj vsak dan fraj. Šola pa tak, včasih. Sam pa ne moremo, zato ker rabimo, kaj je znanje za življenje, za prihodnost.